parcelico tle? Ja, danes smo na bolj takih zanimivih razgibanih parcelcih. Malo je brega, malo je doline, malo je lepih parcel, ni da ni. V glavnem, malo se špilamo, no. Ni glih čista ravnina. Katera košnja to? Tukaj je zdaj to druga košnja, tukaj smo kosili za suho seno, približno 2 meseca nazaj, kaj takega. Zdaj pa je druga košnja in to bo to v bistvu za te parcele. Je pa kar suša počasi radoje, ne? Kadi se vidi, kar to je vrst. Ja, se kar pozna, da je suho, čeprav dobro, letos smo kar dolži nakosili, tako da ne bo tak problem zaradi same mase. Se pa vidi tudi, da so tu pa tam ostali kakšni deli, ko jih prej nismo sploh mogli pokositi. Prvič, ko je bilo tako mokro, tako da zdaj pa končno suh teren, tako da lahko brez skrbi kosimo. Imaš pa tu neke nove kose, letos, ne? Ja, točno tako, evo ga, že v bistvu od samega štarta sezone kosimo z sipovim kosom. Se pravi 9 metrov široke, pa v bistvu se super obnesejo za nas, no. Zaenkrat zelo zadovoljni, pa v bistvu zelo zmogljivi, no. Dej mi reči, kaj pa usluge tudi pališ, kaj, ne? Usluge se kar palijo, ja, cepamo, sicer pa tudi že sami pokosimo zelo veliko, ker v bistvu naša krma temelji na vjetronotrajni silaži, tako da v bistvu že mi sami po sebi pokosimo na leto tam 350 hektarjev, 400. Po pa še za usluge sem pa tam, no, tako da nekaj malega se naredi, no, zraven še, koliko nam cajt dopušča, ampak se zato pa iščemo zmogljive kose, da lahko to obrnemo, no, na hitro. Glede na to, da imate tak močen traktor, pa to, kako pa, da nisi gnetilnik, si v mislu? Ja, zdaj, kar se tiče gnetilnika, je tak, ne, ful fajn zadeva, sploh v kombinaciji s trakom, ampak za nas bi to prišlo pošteva samo recimo za prvo košnjo ali pa še zadnjo košnjo, no, v bistvu za silažo, ne. Ker takih za suho pa to, ko kosiš, je pa problem, ne, ti moraš vse to nositi to težo s seboj, ne, s tem trakom pa to, pa v bistvu tudi spomladi ali pa v jeseni zna biti fest mokro in se v bistvu bolj ta teža hitro lahko pozna, ne. Večkrat kosimo v malo bolj mokrih pogojih in tam v bistvu vsaka kila šteje in zato smo se tudi odločili, da bomo v bistvu s temi osnovnimi kosami začeli, pa tudi pač če enkrat več obrneš z vračalnikom, ni nič narobe, ne, sploh če je to čisto po košnji, no. Verjetno še tudi bi mogel imeti močnejši traktor. Ja, seveda, ne. Če biti tako zmogljiv, kot smo zdaj, na primer, bi mogel imeti sigurno tam 240-250 konjskih moči, ne. Sploh za prvo košnjo. Ja, tukaj je veliko mase, ne, in v bistvu tam si bolj tudi sam preračunaš, ne, koliko se ti bolj splača ta poraba, ko imaš tukaj več, ali pa da greš pač enkrat z vrčalnikom čez, ne, pa v bistvu približno isti efekt.